ki jo posvečamo našim prednikom, našim pogumnim prednikom izpred 450 let, ki so ravno v tem času skušali si izboriti boljše življenje. In naš muzej je eden redkih muzejev, ki ima prav kmečkim oporom 16. stoletja posvečeno stalno razstavo. Stalno razstavo, ki jo bomo v tem letu, ko pač nekako obeležujemo, častimo 450-letnico največjega upora na tem območju hrvaško-slovensko, slovensko-hrvaškega, zdaj že čez brezmejnega upora, bi lahko rekli, bomo seveda tudi mi se temu posvetili. Nastal je pa tudi poseben projekt, ki ga sooblikujemo skupaj muzeji slovenski in hrvaški, in sicer pri nas, to se pravi Kulturni dom Krško, potem Galerija Božidar Jakac, Posavski muzej Brežice, na Hrvaškem pa muzej Brdovec, ta nam je najbližje, in z nami je tudi kolegica Silvija Rimani, direktorica muzeja, tako da res najlepša hvala, da je prišla teh nekaj kilometrov, to smo pa res blizu, ampak smo zelo hvaležni. In potem muzej Seleških Dunaj, ki pač je del muzejev Hrvatskog Zagorja in pa tudi muzej grada Zagreb. Tako da skušali bomo to leto nekako misli tisti, ki jim je za dediščino mar, usmeriti tudi v ta čas, v vse tisto, kar so želeli naši predniki. Bomo pa tudi malo pogledali 50 let nazaj, ko je pred 50 leti, 1973 in potem še tista leta. Potem je bilo veliko stvari v našem območju posvečenih prav uporu, takrat se je nekako še bolj zgradila ta vez med stoletji in verjamem, da je tudi ta pogled zdaj 50 let nazaj izjemno zanimiv in pomemben. Ampak osrednji del je pa seveda današnjega dne tukaj in pozdravljam predvsem avtorja stripa Trojno gorje, Jakoba Klemenčiča. Jakob, dobrodošel, lep pozdrav. Levko, prevko, Boga gmajna, ejo, za staro pravdo zdaj bodrajna, ejo, zim zelen za klobuk, put nareši nas lačarskih muk, zim zelen za klobuk, put nareši nas plačanskih muk. Levku posebni boj plačani, sedaj se kmečka gmajna brani, grad Goriško mečko pjevdan, bije za svobodo se tlačan. Puško mečko pjevdan, bije za svobodo se tlačan. Iz grajskih kel proteče vino, zažali grofu smo gračino, grad gori, grof beži, vino teče, naj še teče kri. Grad gori, grof beži, vino teče, naj še teče kri. No, mi pa smo zbrani v naši razstavi, ki je nastala leta 1988 in zelo zanimivo je, da je bila tudi en izmed navdihom našemu osrednjemu avtorju današnjega dneva, se pravi Jakobu Klemenčiču, ki pravi, da je šolo prišel k nam v muzej iz Šentvida, iz Ljubljane, tega več zdaj ni, da bi imeli kakšnih ljubljanskih šol, je prišel sem in ga je tudi ta razstava nekako očarala, predvsem pa seveda tudi ta zgodba. Pesem je seveda bolj povezana z letom 1515, Levkupo Boga gmajna, so prve tiskane besede slovenske, ki so
bile natisnjene meni pesmi, nemški pesmi o bitki pri Celju leta 1515. Ampak seveda žive pa ves čas, najverjetneje, in seveda aktualne potem tudi leta 1573, ravno v tem času. Zato je meni naša kolegica Mihaela Kovačič, naša zgodovinarka, nekako vsem dovolila, da sem jaz tista, ki govorim o dogodkih, pa bo potem ona pa o razstavi. Se pravi, ta upor 1573, ki se je začel 29.1. na obeh straneh meje, na Hrvaškem okolici Cesargrada, takrat so si ga uporniki polastili, na slovenski strani pa na območju Kunšperka. Iz Cesargrada je potem 2. februarja Ilija Gregorič, ta zelo znani, tudi povezan z Brdovcem močno. In seveda potem imamo ta dan, grejo še 2. februarja, je šel s cesargrajskimi, susedgrajskimi, bizeljskimi kmeti tvoj pohod po slovenskih deželah, mimo Kunšperka, Bizeljskega, Pišet in do Dobove. Na drugi strani so se mu priključili tudi uporniki iz Mokric. 3.2. Gregorič napadel Brežice, mesto zavzel, grad pa se je obranil. Naš grad namreč je bil 1515 požgan v celoti pri tem uporu, v sredini 16. stoletja, ko so ga začeli graditi na novo in očitno v tem času potem že tako močen, da ga ni bilo moč ponovno osvojiti. Ravno mi je gospod kaj rekel, da je bil en tak velik top. Zdaj ne vemo, če je bil kakšen to, kar imamo, nič kaj takega se ni ohranilo, ampak so pač tisti, ki so bili takrat v grad obranjeni. Kmetje so se tudi priključili upornikom in potem naslednji dan, 4.2. jih je 2000 kmetov pred Krškom prešlo Savo. Brodovi na Savi in so se združili z uporniki Šrajbarskega turna, Gregorič pa je šel naprej z okoli 600 kmeti. Tukaj imamo tudi poročila, kako so uporniki, kar veliko število, se jih je utopilo, utonilo, ker niso znali plavati, Sava je bila pa res mogočna reka. Na današnji dan pa pod Kopiničevim poveljstvom na Krškem polju, na poti proti Gostalnici na Krki, so naši predniki doživeli poraz strani 500 skokov, takrat jih je vodil skoški poveljnik Jožef Turn. Jaz rečem naši predniki, zdaj če je kdo plemenite krvi, naj se mu opravičujem, ampak načeloma smo ponavadi, če smo zbrani z obeh strani meje, bolj kot ne izhajamo iz kmečkih logov, pa iz podeželja. Po boju so skoki Krško oplenjeni, požigali hiše, pobijali žene in otroke in ta bitka pri Krškem je bila prvi pomembnejši spopad med uporniki in plenstvom. Na današnji dan je Gregorič potem prodrl Sevnico, kjer je tudi izvedel za poraz pri Krškem, vendar pa je to zamolčal, spremenil svoj prvotni načrt in namesto, da bi šel proti Radečam, potem šel čez Listo Jurklošter proti Planini, v smeri Stubice, proti jedru upornikov. 8. februarja je prišel do Kunšperka, tukaj ga je napadla plemiška vojska in ga premagala, Gregorič je šel, a v bistvu je potem kasneje bil ujet na Hrvaškem, bil eno leto zaprt na Dunaju in potem tudi usmrčen leta 1574. Kot veste pa potem 9.2. na Stubiškem polju kmečka vojska doživela poraz, plemiška vojska zmaga, obležalo na tem polju 4000 kmetov, ujetniki so pobesili, grajske ječe napolnili z uporniki, na več krajih kasneje tudi javno smrtili, 15.2. pa okronali Matijo Gubca z razbeljeno železno krono in razčetverili. To je pa ta potem tisto zadnje dejanje. Kljub temu, da je vse to trajalo le nekaj dni, je to pustilo en velik pečat, verjamem, da tako v tistem času, še bolj pa v raznih odmevih, in tudi naš muzej je zelo povezan s to zgodbo. To nekako že od začetka muzeja, že od leta 1949, ves čas je ena osrednjih tem našega muzeja in o tem, kako se je to odvijalo v muzeju, bo povedala naša zgodovinarka Mihaela Kovačič, ki ima danes to nalogo, da nekako skupaj z nami, z vami slovesno zapre to razstavo, ker jo bomo prenavljali, moramo prenoviti, moramo tudi urediti predmete, moramo zgodbo malo drugače povedati,
in v jeseni verjamemo, da boste prišli vsi na potem slovesno odprtje. Nimamo še točno datuma, ampak je v načrtu, da letos želimo tudi, da razstava ostane v tem prostoru, ker je tak mogoče najbolj povedan. Moramo pa tudi malo posanirati, se vidite, da potres z Hrvaške, ki je prišel k nam, pa še kakšne druge stvari, je treba vsake toliko časa osvežiti. Tako, prosim, Miša, dvojim Ferri. V bistvu so kmečki upori potekali 250 let na slovenskih tleh in bilo jih je več kot 120. No, največja sta bila ravno ta, o katerih je že naša direktorica kar nekaj povedala in katera sta predstavljena pravzaprav v tem prostoru. Potem, tako da v bistvu, ko se je začela druga svetovna vojna in leto 1941, ki je prineslo pač potrebo po uporništvu, so voditelji pač odporniškega gibanja nekako našli en vzgled, eno motivacijo v kmečkih bojih kot edinih, pravzaprav so bili do takrat edini oboroženi boji, ki so nekako nakazovali na junaštvo našega naroda. Tako da v bistvu po drugi svetovni vojni še vedno ta povezava med narodno-osvobodilnim bojem in kmečkim uporništvom obstaja in povzroči v bistvu tudi velik razcvet raziskovanja v zgodovinopisju in v bistvu tudi razcvet umetnosti na tematiko kmečkih uporov. Naš muzej, kakor je rekla direktorica naša direktorica, je leta 1949 bil ustanovljen in že leta 1957 je bila prva razstava, sicer je bila postavljena v Viteški dvorani, lahko jo vidite tle na fotografijah, ker imamo res take lepe fotografije iz tega časa. V bistvu je bila to občasna razstava, ki je gostovala potem še v Stanovici, v Trbovljah in v Novem mestu. In je še danes nekako temelj te naše stalne postavitve. Postavila sta jo takratni kustos Stanko Škaler in pa ravnatelj Franjo Stiblošek. Potem, ko je v bistvu naš muzej malce spet več prostora pridobil, je leta 1960 dobil kmečki upor, sicer hrvaško-slovenski, spet prostor v tem prostoru in je od takrat ta prostor severovzhodnega stolpa, mislim, da je severovzhodnega, posvečen kmečkim uporom, se pravi že čez 60 let. Fotografij iz tistega časa žal nimamo, je pa ob tej priložnosti, mislim, da ravno za to priložnost, da prvi ravnatelj Franjo Stiblošek, ki je bil tudi umetnik, naslikal dve freski, ki jih vidite tam v prvem prostoru, potem ko bomo šli ven. In sicer na eni je zemljevid poteka hrvaško-slovenskega kmečkega upora in na drugi so grbi mest. Leta 1972 je bilo veliko praznovanje po celi Sloveniji, v bistvu tudi v Posavju, namenjeno 400. obletnici. Takrat naj bi bila ravno ta razstava tudi prenovljena, sicer tudi nisem našla fotografij. So pa leta 1974, mogoče se nekateri še spomnite, postavili na stopnišče gradu reliefe Toneta Kralja. Tudi te so vidni na fotografijah, te slike iz tega dogodka. Leta 1980 je bila pa odprta ta razstava in sicer točno na dan občinskega praznika in je pravzaprav bila Puntarija, kakor ji rečemo temu prostoru, bila zaprta takrat cela 4 leta. In sicer zaradi tega, ker so morali tla v tem prostoru poglobiti in se dokopati do originalnih teh opečnih tlakov in kakor sem razumela, so vsega posebej ven vzeli in ščistili in jih dali nazaj notri. Tako da so zelo dolgo iskali izvajalca in je bilo zato bilo trajanje priprave tega prostora tako dolgotrajno, ampak kustosinja je bila gospa Vlasta Dejak, moja predhodnica, arhitekt pa je bil Franc Filipčič, ki je bil nekaj časa tudi ravnatelj muzeja. Mislim, da je služila 35 let svojemu namenu in da ji lahko za konec rečem samo hvala in vse dobro novega stanja.
Najlepša hvala. Super, da si opozorila tudi na te dve freski Stiplovškovi, ki jih res posebej pazimo, oziroma jih bomo tudi v novo razstavo vključili. Tam smo v 2017 tudi prenovili ta del povezan protestantizmu, ker seveda živimo na območju, kjer se je rodila Dalmatin in Bohorič, in to je vse ta čas, to burno 16. stoletje. Takole, spoštovana družba, da ostanemo malo v tem puntarskem duhu, sem pripravil danes eno pesnitev, in sicer Kmetova poštenost, s katero je malo satirična zadeva, s katero sem nastopil tudi na Borzi Komorje v Rogaški Slatini in je bila kar odmevna stvar. Kaj poštenost je na svet najbolj ve slovenski kmet? Že od davnih dni urbarja vedno ga po glavi udarja. Grof si zemljo je lastil, kmet na njej se je potil, grof pa kmetu v zahvalo prvo noč je spal z 900 zalo. Prda tlaka, desetina, pa cesarjev vojsko sina, to je kmetova pravica. Kdor potem se upira, hitro v temni ječi shira. Za pravdo staro puntal se junaški je Matija, tak malo siromak na tronu tam žarečemu se v strašnih mukah zvija. Časi so se spremenili, kmetje zemljo so dobili, herezija pa davke jim nalaga, da v dolgovih marsikdo umaga. Ko pa tujci k nam so pridrveli, da bi nam deželo vzeli, kmet jim tega ni pustil, za svobodo se je bil. Ako zasije žar svobode, nove se začno zablode, obvezna zdaj oddaja stiska, kmet spet bolj na tanko piska. Vse je naše, nič ni tvoje, ti to bije s kmeti boje, zadruga je zdaj nov bok, kmet v njej še bolj bok. Jugoslavija nam shira, socializem peša umira, spet so kmetje v prvi vrsti, so za boj potrebni fantje čvrsti. A glej, po kmečki zvezi, ki bila je naša last, pospne se neka druga stranka na oblast. Zvišal dol milo nas politik gleda, le korenin se malo kdo zaveda, le korenin se kmečkih malo kdo zaveda. Samo takrat se spomni nas, ko na volitvah rabi kmetov glas. Najlepša hvala pisatelju Slavku Alezu Toplišku, ki je recitiral svojo pesem, tako kot je rekel, Kmetova poštenost. Je pa tudi avtor številnih drugih, tudi raznih iger, še drugih pripovedi, ki so išle tudi v knjigi. Tako, tudi knjig. Tako da, če ga mečkam sodobnimi orodji pogooglamo, bomo našli. Brez skrbi. Brez skrbi, tako. Hvala lepa. Nadskriti. Pa to niti ne želite. Tako da hvala lepa. Hvala lepa tudi vsem iz Turističnega društva Pilštajn in Kulturnega društva Lesično Pilštajn, ter seveda predvsem pilštajnskim gospodarjem, ki delujejo prav v okviru Kulturnega društva Lesično Pilštajn in sicer združuje pevce iz Pilštajna in okolice. Nastala pa je že leta 1992, ko so si želeli, da stare šege ne ostanejo pozabljene in da jih tudi na ta način skupaj z drugimi oživljajo. Predstavili so se na vinkoštovanju in sicer kot lastniki živali, ki so jo pastirji prignali na pašo. Vsako leto tako pilštajnski gospodarji prepevajo ljudske pesmi o življenju na deželi, te pa so tematsko vezane na prireditev, na kateri nastopajo. In sicer nikoli ne manjkajo na srečanje ljudskih pevcev in godcev v Lesičnem, in sicer na prireditvi pod cvetočo Drnulo. Če je le v njihovi moči, se radi odzovejo povabilu, predvsem pa se pojavljajo na radi srečanja ljudskih pevcev in godcev, takšnih in drugačnih prireditvah, kjer popestrijo kulturni program oziroma ga celo samo ustvarijo, tako kot danes, ker ste res hvala lepa naši osrednji gostje. Tudi na družinskih praznovanjih nastopajo, prinesejo kakšno priložnostno pesem, dobro sodelujejo tudi z javnim skladom za kulturne dejavnosti območne izpostave Šmarje pri Jelšah, kjer so od leta 2018 prejeli tudi na območnem srečanju zlato plaketo. Drevi pa grem na
kaj k svojmu ne kliču, kjer ja naj tam zeti. Ko prišel sem po okence, potrkal sem na polkence, ljuba moja, odpiraj kamro, mene glavca boli. Ljuba moja, odpiraj kamro, mene glavca boli. Če pa tebe glavca boli, pa pridi k meno polnoči, da ti bom dala zdravje, na kobilo zdravje, da ti bom dala zdravje, na kobilo zdravje. Če pa ti zdravila imaš, da mene ti ozdravi znaš, potem si moja prva ljuba, pa nobena druga. Potem si moja prva ljuba, pa nobena druga. Zdaj si bomo pa obrnili v to smer k vitrini in k dvema panojama, ki so nastala prav v avtorstvu našega Jakoba Klemenčiča. Zakaj pravim našega? Ker smo tudi mi imeli to srečo, da je sodeloval z nami pri takem manjšem stripu Harmonija štirih elementov, to je bilo leta 2021, 2020-2021. Namreč v Pirštajnu so resnično aktivni in so nekako si zamislili, da bi na osnovi knjige, ki je resnično manj znana, Janoša Golca, ki je bil duhovnik v Pirštajnu oziroma v tem okolju, ja, in jo ne poznamo, dejansko jo ne poznamo, ker nikoli ni šla v ta vrstni knjižni izdaji, da bi bila na voljo širši javnosti, ampak seveda jo pa poznajo okoličanje, poznate vi in ste si zadali, da ob 450-letnici upora nastane nekaj drugega, da mislili ste si strip, želeli ste to zgodbo predstaviti na danes izjemno popularen način za različne skupine, ne samo recimo za otroke, ampak da stripe beremo da vsi, so v bistvu tudi dokaj spet popularni, saj upam, da temu lahko pritrdijo tudi avtorji, ki delajo stripe. No in tako je nastalo to sodelovanje, se pravi Turistično društvo Pirštajn in pa tudi še imamo forum Ljubljana, se pravi Jakob je prevzel ta veliki izziv, se lotil dela in približno 1 leto je nastajal ta strip, ki je pred nami. To je eden tistih stripov, ki jih je pač delal z največjim veseljem, ker sem že prej povedala, da ga je ta zgodba oziroma ta zgodovina nekako spremljala že od tega, ko je spoznal, ko je bil star 10 let in je mogoče tomu prišlo na pot ravno pravi čas. Nekako se zdi, da vseeno potem te zgodbe najdejo pravo pot do pravih ljudi, se pravi vas iz Pirštajna in Jakoba iz Šentvida, niste ravno v istih krajih doma pri Ljubljani, ampak vseeno ste se našli in ta zgodba je uspešna. Tako, bi pa zraven še omenila Sanjo Stepanovič, ki je pa pripravila tudi razstavo oziroma panoja in naj se vama skromnim darilcem zdaj pa zahvalim. Obema.
sanctificerea